Projekt CLEAR je mednarodni projekt, sofinansiran iz sklada Evropskega teritorialnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa. Vključuje 13 partnerjev iz 6 evropskih držav. Projektni partnerji se s tem projektom ukvarjamo z dostopnostjo do kulturnih znamenitosti za osebe s telesnimi okvarami in drugimi ovirami, pri čemer se želimo seznaniti s problematiko in ponuditi konkretne rešitve tako za uporabnike kot ponudnike preko brezplačnih izobraževanj, aktivnosti delovnih skupin, aplikacije za pametne telefone, e-delavnice ter pilotnih projektov. Mestna občina Kranj je ena izmed partneric projekta in je poleg zadolžitev iz prijavnice odgovorna tudi za pripravo in izvedbo e-delavnice na temo popis dostopnosti objektov kulturne dediščine in njenih vsebin. Delavnica ponuja znanje na teme razumevanja dostopnosti za vse, kulturnih vrednot, popisni list, primere iz praks z materialom na obravnavano temo in forum. Največjo vsebinsko težo pa nosi pilotni projekt analize stanja na področju dostopnosti do kulturnih objektov ter v samih objektih v starem mestnem jedru Kranja z vidika gibalno in drugače oviranih oseb. To so invalidi, slepi, slabovidni, gluhi ter naglušni. Kadar govorimo o problematiki gibalno oviranih oseb, govorimo predvsem o arhitekturnih ovirah, ki jih v večini izgradnje objektov ali urejanjem javnega prostora naredimo ljudje kar sami. Slovenija ima dovolj dobro zakonodajo na področju gibalno oviranih oseb, potrebna je le volja tako odločevalcev, načrtovalcev, lastnikov, upravljalcev in nas samih uporabnikov, da se zakonodaja prične dosledno izvajati. Seveda se zavedamo, da je prenova kulturne dediščine povsem nekaj drugega kot novogradnja, pa vseeno je zato pri prenovah potrebno še bolje premisliti, kaj naredimo v prid ohranjanja izvirne kulturne dediščine in kaj v prid dobre dostopnosti. Pri kulturni dediščini pa je potrebno razmisliti tudi, kako poleg dostopne arhitekture oziroma prostora najbolje prilagoditi tudi njene vsebine, saj bodo le tako dostopne ljudem, ki se v življenju znajdejo na invalidskem vozičku oziroma imajo omejene možnosti gibanja. Mestno jedro Kranja je lepo urejeno, na novo tlakovano in dostopno. Problem pa so previsoki pločniki in prestrme klančine za invalidske vozičke. Včasih obiščem gledališče. Bila sem tudi na koncertu v gradu Kizlstein. Pogosto pa tudi grem v knjižnico, v mestno knjižnico Kranj, ki je tudi dobro dostopna za osebe na invalidskem vozičku. Knjige, ki so v knjižnici v višini invalidskega vozička, lahko sama vzamem, vse druge, ki so višje ali nižje, pa potrebujem pomoč druge osebe. Gluhi težko dostopajo do različnih kulturnih ustanov in se težko udeležujejo različnih kulturnih dogodkov, ker ponavadi rabijo s seboj imeti tolmača. Imajo pa samo 30 vavčerjev na razpolago. Vavčer je plačilno sredstvo za tolmača slovenskega znakovnega jezika. Zato v društvu ponavadi organiziramo skupne izlete in si ob tem ogledamo tudi različne razstave. Se je v tem primeru potreben samo en tolmač. Ob takih dogodkih bi bila zaželena kakšna poručka, da lahko tolmač stopi in da je bolj viden. Naglušni se težko udeležujejo, ker ponavadi kulturne ustanove nimajo indukcijskih zank. Bi bilo pa mogoče fino za razmisliti, da bi se v Kranju naredili za stalne razstave tudi videovodnike, kot so nekje že drugod po Sloveniji narejeni, ker v tem primeru si gluhe in naglušne osebe lahko same ogledajo stalne razstave.
gluhi se srečujemo s problemi pri dostopanju do kulturnih dediščin. Težko obiskujem muzeje pa gledališče, zato ker pač imam s sabo tolmača in je tolmač običajno ob meni, dogaja pa se pred mano in gledam tolmača, ne morem gledati dogajanja na odru. Rada hodim v knjižnice, to je edina možnost, tam lahko sama berem, se sama izobražujem, udeležujem se razstav, ki jih organizira društvo, tam je zagotovljen tolmač, pa je v skupini. V okviru pilotnega projekta sta bili v tednu mobilnosti v starem mestnem jedru Kranja na temo dostopnosti organizirana dva dogodka. Delavnica z naslovom Sprehod za vse in okrogla miza z naslovom Dostopnost kulturne dediščine in njenih vsebin v starem Kranju. Njun namen je bil ozaveščanje javnosti o potrebah gibalno oviranih, slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih oseb glede dostopa do kulturne dediščine. Sprehod za vse se je odvijal v samem starem mestnem jedru na poti od Kranjske hiše do gradu Kizlštajn. Obiskovalci smo spoznavali, kako poteka ogled mesta s turistično vodičko in tolmačko. Skozi ozko ulico smo se preizkusili v hoji z belo palico in s črnimi očali. Na koncu pa smo pri vožnji z invalidskim vozičkom ugotavljali, kaj pomenijo različni tlaki in kaj vse je potrebno upoštevati pri prenovi objektov kulturne dediščine, da gibalno ovirane osebe pri vstopanju ne bi imele težav. Na poti so nam strokovnjaki podali strokovno znanje. Študentje Društva študentov invalidov Slovenije pa so nam pripovedovali svoje zgodbe in izkušnje. Pri hoji po stopnicah je zame zelo pomembno, da je ograja, saj mi da predstavlja oporo kot tudi orientacijo. Na okrogli mizi so bili najprej predstavljeni rezultati terenske analize o dostopnosti kulturne dediščine in njenih vsebin v Kranju, ki jo je izvajal Urbanistični inštitut za projekt KLIR. Sledil je razgovor o ovirah v prostoru in komunikaciji s številnimi gosti, ki so vsak iz svojega pogleda osvetljevali pomen dostopnosti. Zakonodaja z področja zagotavljanja dostopnosti za slepe in slabovidne je v Sloveniji nekoliko pomanjkljiva. Predvsem manjkajo določila in napotki za oblikovanje javnega zunanjega prostora, zato se slepi in slabovidni srečujejo z mnogo ovirami. Če naštejem najpomembnejše stvari, na katere je treba pomisliti pri načrtovanju javnega zunanjega prostora. Najprej je treba zagotoviti varnost pešcev, kar pomeni ločitev peš površin od površin, na katerih se odvija motorni promet. Druga stvar je, površine za pešce morajo biti proste, kar pomeni, da že pri načrtovanju upoštevamo to, kje bodo stale oglasne table, smetnjaki in potem tudi ta prostor tudi tako vzdržujemo. Poseben problem pri tem so tudi gostinski vrtovi, ki se ponavadi pojavljajo na pešpoteh in pločnikih in s tem zelo otežijo orientacijo slepim in slabovidnim. Za sprehod po mestu rabim spremljevalca, ker samo mesto nima talnih oznak za slepe in slabovidne, da bi se gibali lahko samostojno.
Problem je pa tudi v tem, da imamo samo 10 ur brezplačnega spremstva slepi in slabovidni. Največje težave pri hoji skozi mesto so premikajoče se ovire. To so na primer smetnjaki, kolesa, odprta vrata, reklamni panoji, premična telesa, ne. V mestu se tudi srečujem s to težavo, ker stopnišča ali stopnice niso označene z močnim kontrastom za slabovidne, pa tudi problem je, ker je zelo malo oznak v Braillovi pisavi in se sam slep ne more znajti tudi v galerijah, a kjerkoli je zelo malo Braillove pisave. Slepi si dostikrat pri gibanju v mestu, na ulicah pomagamo z robniki ali travnato površino, ki je drugačna od površine, po kateri hodimo. Torej, s palco tipamo ta robnik in ta nas vodi do željenega cilja. Pomoč je lahko tudi stena, ob kateri hodimo s palico, ampak ob njej se velikokrat lahko pojavijo ovire, kot so različni panoji, kolesa, ki jih ljudje naslonijo na zid, in razne smetišne kante. Trenutne aktivnosti pri projektu Clear v Kranju so usmerjene k zaključevanju pilotnega projekta. Urbanistični inštitut Republike Slovenije je na podlagi terenske analize stanja na področju dostopnosti z vidika gibalno oviranih, slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih oseb analiziral tako objekte kulturne dediščine z njenimi vsebinami, kot tudi nekaj vstopnih točk v staro mestno jedro Kranja. Rezultat bo študija trenutne situacije s predlogi za izboljšave na tem področju. Projekt Clear nam pravzaprav da odgovor, kje smo dolžni pomagati hendikepiranim osebam v dostopu do kulturne dediščine Mestne občine Kranj. Tako da nas po zaključenem projektu odgovori peljejo v nadaljevanje in odpravo vseh pomanjkljivosti, tako za slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, kot tudi paraplegike na vozičkih. Torej, občino Kranj bo na podlagi tega projekta čakalo delo, obveza, zadolžitev, če rečem, da te pomanjkljivosti odpravi in s tem tudi hendikepiranim omogoči vsaj približno podobno življenje kot nam ostalim. S sprejemom strategije trajnostnega razvoja Kranja 2008 do 2023 je Mestna občina Kranj določila novo smer razvoja do leta 2023. Vizije Mestne občine Kranj se uresničuje tudi skozi prednostno usmeritev skupno zadovoljnih in zdravih ljudi. To pomeni, da želimo ljudem biti prijazna in socialnimi in zdravstvenimi storitvami dostopna občina, predvsem varna in občina enakih možnosti za vse. Ali če rečem drugače, Smart City. S projektom Clear je Mestna občina Kranj tako korak bliže k zastavljenim ciljem strategije 2008 do 2023.